Spoštovani, lep pozdrav vsem skupaj. Pravkar je bila končana seja Sveta za nacionalno varnost. To ni bila seja kot doslej običajno, ampak je bila to seja, ki je bila v celoti posvečena boju Slovenije z epidemijo virusa. Vse, ki so na seji sodelovali, smo informirali z ukrepi, podrobneje z ukrepi, ki so bili že sprejeti, in z ukrepi, ki se pripravljajo. Dejstvo pa je, da je situacija takšna, da ni primerljiva z ničemer, s čimer smo se doslej soočali bodisi mi, bodisi Evropa, bodisi svet. Po tej epidemiji bo Slovenija, bo Evropa in bo svet drugačen, bistveno drugačen. Marsikatera pravila, ki so veljala doslej, bodo drugačna in tudi pogled na številne zadeve vseh nas po tej epidemiji bo drugačen. Žal smo to nevarnost pričakali samo delno pripravljeni. Res je, da nekaterih stvari ni možno predvideti. Res pa je tudi, da se je vedno dobro učiti iz napak drugih. In glede na stanje, kakršno je vlada dobila ob primopredajah v petek in tekom vikenda, lahko rečem, da smo reagirali tako, kot se pač lahko reagira, če skočiš v prazno kabino tovornjaka, ki že vozi po cesti, in ga skušaš upravljati. To je bil tudi razlog, da smo formirali krizni štab. To ni nekaj neobičajnega, to je v bistvu vlada, ki deluje v razširjeni sestavi, vključno z ključnimi operativci, zato da se lahko ukrepi sprejemajo v realnem času. In v zadnjih 3 dneh je bilo sprejetih vrsto ukrepov, za katere se običajno potrebuje dneve, tedne in mesece. Nekateri od teh ukrepov se bodo še dograjevali. Spremljamo natančno, kaj se dogaja tudi v naši soseščini, v Evropi in v svetu. V stiku smo tako z voditelji teh držav, kot tudi z domačimi in tujimi strokovnjaki. Skušamo poenotiti tudi delovanje tako imenovane stroke. Želimo biti seznanjeni tudi s tem, kar se dogaja neposredno na bojišču oziroma na terenu, in reagirati v skladu z celovito sliko. Zdaj, naša prioriteta v tem času je, da predvsem zaščitimo najranljivejše, tiste, ki so najbolj izpostavljeni, bodisi okužbi, bodisi posledici te bolezni. Naša prioriteta je, da kljub vsem tem zastojem v javnem življenju zagotovimo funkcioniranje kritične infrastrukture, da poskrbimo za zadostne blagovne in ostale rezerve. In predvsem se trudimo, da v tem času nadomestimo veliko pomanjkanje zaščitne opreme, brez katere se nekaterih dejavnosti enostavno ne da opravljati. Bistveno manj zastojev bi bilo, če imeli več zaščitne opreme in bi se nekateri ukrepi lahko v tem primeru sprejemali selektivno. V skladu s tem, kako bo potekala nabava te zaščitne opreme, se bodo ti ukrepi tudi sproščali. Zdaj, kar se tiče socialne varnosti, zagotavljanje pogojev za to, da bo gospodarstvo, javni sektor ostalo v kondiciji, ki bo zagotavljalo normalno življenje, bo vlada sprejemala vse ukrepe, ki bodo potrebni. Smo v razmerah, ko fiskalno pravilo ne velja, smo v razmerah, ko se ti okviri bistveno širijo tako na evropski kot na svetovni ravni. Praktično vsako uro prihajajo novi predlogi, kako se tudi širše organizirati za to, da se bomo kot pač del zahodne civilizacije soočili z temi izzivi. Naj na tem mestu izrečem pohvalo vsem, ki so v zadnjih tednih pregorevali v laboratorijih, v ordinacijah,
v domovih za ostarele povsod, kjer so kritične točke že v začetku razvoja te epidemije, ki so pregorevali pri tem, da reorganizirajo tiste ključne sektorje slovenskega zdravstvenega sistema. Zahvaljujem se županom slovenskih občin, ki so preko vikenda in včeraj poskrbeli za tisoče stvari, ki se lahko uredijo samo neposredno v okolju, kjer pač ljudje živimo. Apeliram na vse, ki mogoče tega izziva še niso vzeli dovolj resno, da ga vzamejo izjemno resno. Predvsem pa iskrena zahvala vsem tistim našim sodržavljankam in sodržavljanom, ki te ukrepe jemljajo resno, ki se obnašate odgovorno do sebe in do drugih, ker to je daleč najbolj učinkovit ukrep, ki ga lahko v tem primeru sprejmemo. Vlada bo v naslednjih dneh nekatere ukrepe stopnjevala. Preučujemo tudi izkušnje v sosednjih nekaterih drugih državah, kjer so bili nekateri od teh ukrepov že sprejeti. Naklonjeni smo učinkovitim, vendar deloma selektivnim ukrepom in reagiranju. Še enkrat pa ponavljamo, da se vsega z dekreti in z uredbami in zakoni ne da urediti in da je to, kako bomo upočasnili širjenje virusa, v največji meri odvisno od tega, kako se bomo sami kot posamezniki zavedali te nevarnosti in ustrezno reagirali. Vsem parlamentarnim strankam, tudi vsem opozicijskim, ki so predsedniki oziroma predstavniki vseh so sodelovali na seji Sveta za nacionalno varnost, smo obljubili in se tudi že konkretno dogovorili sodelovanje pri sprejemanju teh ukrepov, vse, kar bo šlo skozi proceduro Državnega zbora, ki bo vsaj v nekaterih primerih pač pospešena, to nujni in izredni postopki. Vsi ti zakoni bodo vsem poslanskim skupinam enako na razpolago, vlada, posamična ministrstva so odprta za vse predloge in dogovorili smo se, da reagiramo v dveh korakih. V prvem koraku bodo sprejeti tisti najnujnejši zakonski ukrepi, s katerimi ni smiselno odlašati in ki so potrebni prej kot kasneje. V drugem koraku pa bo narejen zakonodajni paket, s katerim se bomo strateško soočili z temi izzivi in od danes naprej ta paket pripravljamo. Zdaj apeliramo tudi na vse, na strokovno javnost še posebej, kjer posamezniki, znanstveniki, profesori spremljate reagiranje v svetu, da nam prav tako na naše elektronske naslove posredujete te predloge za ta paket ukrepov, ki se pripravlja in proučili bomo prav vsakega in skušali potem dejansko pripraviti nek zakon, za katerega še nimamo imena, s katerim bomo predvidoma konec naslednjega tedna naslovili najbolj kritične razmere, ki so posledica širjenja tega virusa. Jaz se zahvaljujem tudi predsedniku države, predsedniku Državnega zbora, predsedniku Državnega sveta, ki so prej sodelovali na seji Sveta za nacionalno varnost. Zdaj predsednik države in predsednik Državnega zbora vas boste tudi nagovorili, verjetno tudi odgovarjali na kakšno vprašanje. Z mano pa so tudi trije ključni ministri v tej situaciji, minister za zdravje, minister za gospodarstvo in minister za obrambo, ki so prav tako pripravljeni odgovoriti na nekaj vprašanj. Prosim pa vse, da so vprašanja kratka, jasna, kajti čas ni omejen, pred nami je še vrsta sestankov, tudi sestanek Evropskega sveta, kjer se bomo skušali dogovoriti za evropski okvir teh nujnih interventnih ukrepov v prihodnjih dneh. Prosim, predsednik. Gospe in gospodje, težko bo, morda bo celo zelo težko, ampak na koncu bomo uspeli.
V to sem prepričan zaradi dveh razlogov. Prvič, ker ocenjujem, da pristojne oblasti in službe ravnajo po svojih najboljših močeh, v okoliščinah, ki jih prej nismo poznali, nismo mogli predvideti in v katerih je po najboljši mogoči presoji potrebno sprejemati sorazmerne ali pa celo nesorazmerno potrebne ukrepe. In drugič, zato ker ti ukrepi naletijo na razumevanje ljudi. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem ljudem, ne samo tistim, ki sem jih kot predsednik že bil pohvalil posebej, to so tisti, ki zdaj skrbijo za ukrepe in za njihovo izvajanje. Ampak tukaj mislim prav na vse vas in vse nas, ki dosledno upoštevamo navodila pristojnih. To rešuje življenja, to daje občutek skupnosti, to nam vliva optimizem, da se bomo prebili skozi to prvo fazo krize, skozi zdravstveno krizo. Potem bo prav mogoče prišlo do posledic tega v gospodarskem, socialnem, tudi političnem življenju, vendar gre zdaj najprej in predvsem za zdravje, potem pa bo šlo tudi za to, da bomo ohranili razumevanje, spoštovanje, solidarnost, da bomo ukrepali tako, da bo na koncu vseh kriz naša država, naši ljudje išli iz teh zahtevnih in nepredvidljivih časov z občutkom, da smo znova, kljub temu, da si nismo mislili, da bo potrebno govoriti vnovič o tem, enotno, politično in narodno, državno enotno premagali krizo. Rad bi se zahvalil vsem, ki so bili danes na sestanku Sveta za nacionalno varnost. Ne spomnim se, morda me bo predsednik vlade popravil, da bi kdaj na sestanku Sveta za nacionalno varnost sodelovali vsi politični deležniki. Iz razprave sem razumel, da obstoji izjemna politična pripravljenost, da si prisluhnemo, da se razumemo. Seveda so in bodo med nami razlike tudi v tem času in razlike morajo biti, ker te omogočajo, da se potem poiščejo najboljše rešitve. Ampak ton, atmosfera, vse to vliva zaupanje, da bomo v enem demokratičnem, strpnem dialogu našli strateške in čisto konkretne rešitve. Prav tako ob tej politični enotnosti moramo pozvati z enim posebnim veseljem, zadoščenjem, s ponosom, to narodno enotnost. Seveda so tudi ljudje, ki se ukrepov ne držijo. Ampak, če danes pogledam v kratkem razdobju ravnanja oblasti, ravnanja ljudi, vidim, da razumejo, da gre za njih in da gre za vse nas skupaj. Ne morem povedati, s kakšnim optimizmom me to navdaja, vedoč, skozi kako težke čase bomo še šli. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala. Lep pozdrav tudi z moje strani. Kot ste seznanjeni, je Državni zbor sprejel nekaj pravil in ukrepov, ki se dotikajo vprašanj preprečevanja širjenja okužb. Zdaj, zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker je Državni zbor ena ključnih institucij v državi, ki mora obdržati svojo funkcijo ne glede na razmere v državi. Torej tudi v situaciji kakšnih izrednih razmer, vojne in podobnega, zagotovo tudi v razmerah, ki smo jim priča danes. Zdaj, kar bi želel izpostaviti, je to, da je Slovenija, slovenske državljanke in državljani, da so v priča vseh ukrepov, ki so sprejeti tudi širše, na nekaterih področjih omejeni, tam, kjer prej niso bili, torej omejena je nekako svoboda gibanja, vse pač za nekim višjim ciljem, da se preprečuje širjenje okužbe in okužb, in da je pravzaprav ključno v tem momentu, in jaz vidim to tudi osrednjo vlogo Državnega zbora, da je vsa politika v zvezi z ukrepi, ki se sprejemajo, enotna. Danes je Svet za nacionalno varnost pravzaprav pokazal to,
da smo politiki, ne glede na to, iz katerih strank prihajamo, v zvezi z ukrepi, ki se sprejemajo, bistveno bolj enotni, kot morda izhaja iz nekaterih razprav na kakšnih družbenih omrežjih. In jaz bi rad, želel bi si, da se ta enotnost posreduje mogoče državljankam in državljanom tudi skozi bodisi izjave, bodisi delo politikov, zato da pač ne bodo državljanke in državljani mislili, da so kakršnakoli razhajanja glede tega, kako nasloviti izzive, ki jih kriza prinaša. Dejstvo je, da obstajajo seveda neke interpretacije ukrepov, kakšni naj bi bili sprejeti ob katerem času, ampak veste, na koncu koncev računico o tem, kaj bi lahko bilo, kdaj narejeno, bomo še imeli čas delati. Za to situacijo pa je ključno, da ostanemo enotni. Jaz sem prepričan, da ta enotnost politike v državnem zboru obstaja. Pred nami bo izredna seja, zdaj predvidena je sicer za jutri, ampak glede na napovedan nov zakon oziroma 2 zakona, se bomo verjetno na kolegiju predsednika državnega zbora odločili, da se prestavi na četrtek in da se potem zajameta še 2 nova zakona na obravnavo na sami seji. Izredna seja bo pokazala, da si vsi poslanke, poslanci, ne glede na politične barve, želimo, da se tisto, kar je nujnega za sprejeti v državi, sprejme hitro in učinkovito, in prepričan sem, da bo tudi sama izvedba seje pokazala to, da danes ni pač čas za nikakršna politična obračunavanja in podobne zadeve. Z te funkcije bi seveda želel to enotnost posredovati tudi na vse ostale državljanke, državljane, ki pač spremljajo dogajanje v državnem zboru, pa seveda tudi to, da spremljajo vsa uradna navodila, napotke in se držijo, kar se da, samozaščitniško in skrbijo za svoje zdravje in zdravje svojih bližnjih. Hvala. Hvala lepa. Vprašanja, prosim. Dober dan, Jana Krebel iz Primorskih novic. Gospod Janša, napovedali ste stopnjevanje ukrepov, ste lahko mogoče bolj specifični, kaj točno nas čaka v prihodnjih dneh. Pa tudi za področje gospodarstva me zanima, ali so napovedani kakšni ukrepi za zaščito zdravja delavcev, ker že opažamo, da se prenašajo virus v podjetja. Pa še eno bi imela, Svetovna zdravstvena organizacija je opozorila, da lahko le obsežno testiranje zaustavi širjenje virusa in da ta samoizolacija, ki jo nekako izvaja tudi Slovenija zdaj in priporočilo, da naj bodo ljudje doma, če imajo pač neke simptome, da to ni dovolj. Pa me zanima, ali je napovedana kakšna sprememba spet pri testiranju v Sloveniji, da bi zajeli čim več teh testiranj, ali imamo sploh kadrovske kapacitete, da bi to izvedli, imamo dovolj testov, da bi se to tako detaljno in podrobno šli. Hvala lepa. Ja, pogledajte, mislim, da je danes še ena novinarska konferenca stroke na to temo, tudi tukaj na seji Sveta za nacionalno varnost je bilo pojasnjeno, kako je zdaj s tem testiranjem, kdaj je smiselno, kdaj ni smiselno, kdaj je pravočasno, kdaj ni pravočasno, kakšne so kapacitete, bodo to vse odgovorilo. O teh spremembah ni odločal vlada, odločajo tisti, ki vedo, z čem se ukvarjajo. Pač problem je v tem, da tega množnega testiranja nismo izvajali na samem začetku, ko je pač okužba prihajala iz sosedstva. Takrat je to najbolj učinkovito. Problem so seveda tudi kapacitete, problem so tudi nekatere druge zamude, kajti nekateri ukrepi pač delujejo v določeni fazi, v kasnejši fazi pač ne delujejo več. Tako da se te omejitve gibanja in vse ostalo, kar se sprejema, se pač sprejema zdaj, zato ker, ali pa toliko bolj drastično, ker nekaterih drugih stvari nismo sprejeli pravočasno. Kar se tiče zaščite delavcev, je res, tukaj je
verjetno potem minister za obrambo še dodatno pojasnil. Naš ključni problem v tem trenutku je zaščitna oprema. In je zelo težka naloga na odločevalcih v Ministrstvu za zdravje in v zdravstveni stroki in civilni zaščiti, zdaj kako določati te prioritete. Če hočete, vam lahko postreže z bolj natančnimi podatki, je pa to kljub temu treba določati in veliko naših naporov v tem času je usmerjeno v to, da pač te kapacitete ali pa število najbolj nujno potrebne zaščitne opreme povečamo. Zdaj, tisti, ki je na čelu vseh teh naporov, je minister za gospodarstvo in lahko tudi on kasneje vam kaj pojasni. Predlagam pa, da na tej tiskovni konferenci ne razpravljamo o vseh detaljih in o vseh številkah, ker vas o tem pristojni sprot seznanjajo. Delamo pa na tem, dejansko je del proizvodnje, tudi trgovine, del tako imenovane kritične infrastrukture, ki mora delovati in ta del bo imel vso prioriteto pri delitvi zaščitne opreme sukcesivno z dobavami, ki bodo prihajale. Svedno pa je seveda na prvem mestu so to bolnišnice, zdravstveni zavodi, domovi za ostarele, ker so to dejansko najbolj kritične točke. Že danes bo Ministrstvo za zdravje dalo tudi navodilo glede izvzema iz delovnega procesa tistih, ki so najbolj tangirani ali pa ki so najbolj izpostavljeni tem okužbam, to so kronični bolniki, ki imajo določeno bolezen. To navodilo bo danes izdano, bo komunicirano, mislim, da na novinarski konferenci ob 16. uri. Ni mogoče vsega sprot spremeniti v ukrep, uredbo in tako naprej, zato apeliram na vse, da tudi ta navodila, ki jih daje Ministrstvo za zdravje, jemljejo kot nekaj, kar je treba upoštevati. Naprej. Gašper Lube, Al Jazeera Balkans, bi mogoče vseeno ponovil vprašanje kolegice, se pravi v 2 korakih ste rekli, da se boste lotili zadev. Zanima me ta prvi korak, mogoče 3 ključne stvari v naslednjih dneh. Pa drugo vprašanje, kaj pričakujete od bruselske videokonference? Hvala lepa. Zdaj, ta prvi korak so ukrepi, ki so že sprejeti in ki jih poznate in uredbe in tako naprej. Vse so bile komunicirane, jaz se na tem mestu zahvaljujem tudi vsem medijem, ki to pač korektno prenašate, nimam časa sam to spremljati, sam sodelavci mi povedo, da je to zelo dobro in se vsem zahvaljujem, še vsej tistim medijem, ki že nekaj tednov ne opozarjajo na resnost problema in se niso vključili šele v zadnjem času, ampak v tem trenutku mislim, da se vsi obnašamo zelo odgovorno in pač hvala lepa. Ta prvi val spadajo tudi ti zakoni, ki bodo zdaj v četrtek na izredni seji. Poznate predloge, so objavljeni, gre predvsem za zakonodajo, ki sprošča ali pa ki omogoča slovenskemu gospodarstvu, deloma tudi posameznikom, da v teh prvih tednih preživijo brez tega, da ne bi mogli plačevati določenih obremenitev. V drugem koraku se pripravlja nek krovni protikrizni zakon, v katerem bo veliko stvari. Ne znam vseh našteti, ker jih niti še ne vem, niti niso vsi pripravljeni, niti za vse ne vemo, kateri bodo možni. Mogoče, kar je bilo vaše drugo vprašanje, bo več jasno tudi po današnji videokonferenci Evropskega sveta, pa po številnih koordinacijah, ki bodo na tej ravni, na ravni ministrstev oziroma posamičnih sestavov Sveta Evropske unije v prihodnjih dneh. Skratka, ta drugi korak se bo nadgrajeval in v najboljšem primeru bo šel v proceduro konec naslednjega tedna, ko se bo situacija bolj razjasnila. Bodo pa tukaj ukrepi, ki se še nikoli videli, ker pač je situacija druga, kot je bila recimo do petka. Strateško druga. Naprej.
Gregor Drnovšek, TV Slovenija. Najprej, če lahko samo še na kratko še enkrat, torej, ali se vam zdi, da so te prvi ukrepi, torej, ki so stopili največ ki jih stopilo veljavo včeraj, ali menite, da že rojevajo prve sadove? Drugo, zakaj je SNAV po vaši uredbi, torej brez direktorja Sove? Vemo pa, da je danes gospod Kozmel odstopil. In pa še za gospoda predsednika republike, ste imeli občutek, da je stvar tako zelo resna, preden ste danes prišli na sejo SNAV? Glejte, kar se tiče SNAV-a, Sove in tako naprej, mi danes nismo razpravljali o tem, da je bila Slovenija ogrožena od zunanjega sovražnika, tujih obveščevalnih služb, kakšne tuje države in tako naprej. Jaz dvomim, da imajo obveščevalne službe zdaj kako veliko vlogo pri boju z virusom. Mimogrede od Sove smo dobili že neko poročilo, saj služba tehnično pač deluje. V Svetu za nacionalno varnost, Svet za nacionalno varnost, kakšen je bil zdaj imenovan, je Svet za nacionalno varnost, kakršnega je poznala Slovenija do zadnjega mandata. Naslednjič, ko bo čas, vam bom pokazal, kakšen odlok je veljal doslej, kjer ste imeli v sekretariatu tega sveta preko državnih sekretarjev praktično paralelno vlado. Ampak zdaj ni čas, da bi o tem razpravljali, bo pa to zanimivo, mogoče za prihodnost. Tako da, kar se tiče po občutkov o tem, ali ti ukrepi držijo ali ne, gledajte, jaz ne bi govoril o občutkih, vsak ima neke občutke. Dejstvo je, da po mnenju tistih, ki se spoznajo na hitrost širjenja epidemije, vsako omejevanje stikov prispeva k temu, da se to upočasni. In vse, kar je bil rezultat teh ukrepov v tej smeri, je pozitivno, je prispevek k temu, da mogoče zmogljivosti našega zdravstvenega sistema ne bodo presežene. Na posvetu s svetovalci v začetku februarja smo ocenili, da glede na razvoj dogodkov v tujini in doma obstajajo razlogi za veliko večjo skrb, kot se je zdelo na prvi pogled. Tako dr. Arhar z finančnega in gospodarskega vidika, kot akademik Žekš z medicinskega, zdravstvenega vidika, kot dr. Petrič z vidika ukrepanja na mednarodni ravni in drugi svetovalci so me opozorili, da postane to lahko najprej velik zdravstveni problem, kot me zdaj že nekaj časa opozarjajo, tako bomo ta zdravstveni problem rešili in ga bomo, prej ali slej, bo prišlo do pomembnih odločitev, ki bodo zadevale reševanje gospodarske, socialne, tudi mogoče politične negotovosti, ki bo temu sledila. Zato sem prej rekel, da ni pomembna zdaj politična in narodna enotnost samo v času, ko premagujemo čisto življenjsko, eksistenčno krizo, ampak bo pomembna tudi potem, ko bo treba sprejemati najbolj pametne odločitve. Zato ni recepta. Treba se bo znajti, ta kriza je brez presedana v tem smislu. Zaenkrat gre za zdravje in tukaj smo vsi enaki. Nihče ni privilegiran, da ga ta virus ne bi mogel prijeti. Zelo bo pomembno, da bo politična oblast potem, ko bomo začeli s prvimi ukrepi za sanacijo, za urejanje posledic te krize, obdržala enako merilo. Za vse moramo poskrbeti v približno enaki meri, da ne bomo ustvarjali občutka nepravičnosti glede izhoda iz te krize. V tem smislu se moji kolegi ves čas izredno intenzivno pogovarja. Jutri bom opravil pogovore z predsednikom Evropskega parlamenta, po videokonferenci z predsednico Evropske komisije, verjetno s predsednikom Evropskega sveta in visokim predstavnikom za zunanjo politiko. Poskušali bomo ugotoviti, kako naprej. Prav gotovo dejstvo, če smem zaključiti, da se je včeraj na najbolj resen način vključila v reševanje krize na zahodni polobli tudi vlada Združenih držav Amerike s predsednikom Trumpom na čelu, z ukrepi, ki jih prej, niti dan prej, ni bil napovedal, o padcu borznega indeksa, o vseh skrbeh in strahovih, ki jih imajo zdaj tudi v Združenih državah, kaže to na potrebo po zelo usklajenem delovanju
vlad držav, ki spadamo v približno skupno družino, tako na ravni Evropske unije kot sveta. Sicer bodo tukaj ustvarjeni elementi za povečano neenakost, ki utegnejo po koncu zdravstvene krize zelo prizadet občutek za solidarnost. Hvala lepa. Zdaj, preden vzamem še dve vprašanji, prosil še ministra za obrambo za nekoliko bolj jasno sliko glede zaščitne opreme in ministra za gospodarstvo glede naših naporov, da te zaloge povečamo. Dober dan. Stanje v zvezi z zaščitno opremo je bilo, ko smo zadeve prevzeli 13. marca, precej zaskrbljujoče. Omenil bom samo dve ključni zadevi. Konkretno kirurške maske, ki jih naprimer danes nosi minister za gospodarstvo, v zalogah smo imeli ta petek 27.000 mask, kar je glede na zelo hitro potrošnjo teh mask, ko jih zdravstveni zavodi potrebujejo pri svojem delovanju, zaskrbljujoče nizko. Pa še eno zadevo bom pomenil, maske tipa 2, ki jih zlasti potrebujejo v kliničnem centru v Ljubljani, ker operirajo s temi obolelimi. Po besedah direktorja kliničnega centra potrebujejo na teden za obravnavo vseh teh bolnikov 4.000 mask. Samo klinični center na teden 4.000 mask. No, v zalogah smo jih v petek imeli, ko smo zadevo prevzeli, natančno 1760. Ampak da ne bo pretirane panike, v vsem tem času smo podvzeli vse ukrepe, ki so potrebni, da nabave maksimalno povečamo. Naredila se je ena enotna točka, ki jo vodijo blagovne rezervne in minister Počivalšek, kjer 24 ur na dan delamo vse, da te zaloge povečamo. In minister Počivalšek bo lahko v nadaljevanju že povedal, da so že za sredo napovedane milijonske dobave. Včeraj pa smo na vodstvu kriznega štaba določili, da tekom današnjega dne oskrbimo urgentno najbolj izpostavljene in najbolj kritične dele, kot so domovi starejših občanov in pa nekatere druge zdravstvene zavode, ki to zaščitno opremo potrebujejo takoj. Ko bomo pa vzpostavili neke normalne, zadostne zaloge, da bo stvari normalno delovala, pa rečem samo še to, potem bo pa sistem civilne zaščite in pa celotna zadeva delovala na 4 nivojih. Krizni štab bo strateško upravljal zadeve, potem bo pod njim štab civilne zaščite, to bodo stvari se selile na regijske izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje in na to na občinske štabe civilne zaščite. Tam pa se bodo zbirale vse potrebe za to, kaj potrebujejo zaščitnih sredstev, recimo domovi starejših občanov, pa centri za pomoč na domu, pogrebni zavodi, taksi službe, gasilske službe in druge komunalne službe. Tako da bomo to delovanje civilne zaščite čim bolj disperzirali, da bo kar se da učinkovita, ker prav na terenu župani, poveljniki občinskih civilnih zaščit najbolj poznajo potrebe. Hvala lepa. Prosim. Ja, pozdravljam tudi v mojem imenu. Okrog blagovnih rezerv bi omenil dve zadevi. Še enkrat jasno in glasno povem, da imamo na zalogi dovolj hrane, vse v zakonskih rokih za 90 dni, ob tem, da smo po komunikaciji s vsemi direktorji trgovskih podjetij ugotovili, da imajo sami teh zalog in pa oskrbne poti nastavljene na način, da ne bo motena oskrba, tako da sem prepričan, da ne bo potrebno intervencij pri hrani iz blagovnih rezerv. Kar se pa tiče zaščitnih sredstev, pa lahko rečem, da bomo v naslednjih 2-3 dneh zagotovili dovolj zaščitnih mask, najprej kirurških troslojnih mask, ki jo jaz danes nosim, v številu oziroma v količini preko 3 milijonov in sicer bo prva pomembna nabava izvršena ali pa dobava jutri in pa potem v petek zaključna. Maske tipa 2 v številu 1,5 milijona bodo dobavljene jutri in pa maske tipa 3
v številu ali pa količini 1 milijon kosov v ponedeljek. Tako da bo to prvi del, ki bo omogočil, da se bo poleg zdravstvenih ustanov oskrbovalo tudi industrijo oziroma proizvodnjo, tisto kritično, ki je nujna za to, da naša država deluje. V nadaljevanju samo še par stavkov okrog tega, da so v zaključni fazi priprave ukrepi, s katerimi želimo gospodarstvu omogočiti in pa podjetjem, da bodo to krizo lahko preživela. Gre za interventni zakon, ki bo v tem tednu sprejet. Interventni zakon dopolnjujemo še z ukrepi za mala in ne za mala in srednja, ampak za SP-je. Skratka, interventni zakon se nanaša mala, srednja in velika podjetja. Vključili smo tudi SP-je. Gre za prizadevanje za likvidnost, s katero bomo poskušali preko SID banke in pa Slovenskega podjetniškega sklada servisirati spet SP-je, mala in srednja podjetja ter velika podjetja. To smo sicer najavili že prej, v nadaljevanju pa, oziroma v tem trenutku pa tečejo tudi pogajanja ali pa dogovori z Ministrstvom za finance, s komercialnimi bankami, Banko Slovenije o tem, da se bo prišlo do ukrepa, s katerim bomo prolongirali za eno pomembno obdobje vse bančne obveznosti podjetjem in pa najverjetneje tudi fizičnim osebam. Okrog ukrepa, s katerim smo pač omejili ali pa začasno prepovedali ponudbo in prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikov, pa povem, da smo v stalnem kontaktu z terenom, da imamo odprto informativno točko, da reagiramo, da dajemo informacije, ocenjujemo, da ni potrebe v tem trenutku po popolni prepovedi proizvodnih aktivnosti, zato ker so podjetja v največji meri zagotovila proizvodnjo na način, da se spoštuje varnost in pa zdravje ljudi. Tukaj je potrebno izpostaviti, lahko rečemo, eno od naših največjih podjetij Gorenje, ki je prvo pristopilo k temu in vsa ostala podjetja temu vzoru sledijo. Če bo potrebno, seveda bomo ukrepali tudi na tem področju. V vsakem primeru pa sem prepričan, da skupaj delodajalci, podjetniki in pa vlada kot taka, ministrstvo pripravlja oziroma izvaja ukrepe, s katerimi na prvem mestu sledimo varnosti naših delavcev. Še posebej pa je pomembno, da se potrudimo, da zagotovimo za to kritično proizvodnjo za delavce živilsko-predelovalni industriji dovolj teh zaščitnih sredstev in to tudi počnemo. Pa še eno stvar bi povedal, da bomo spremljali situacijo in reagirali, tako kot je predsednik vlade povedal, z enim celovitim pristopom nabora ukrepov, s katerim bomo omogočili proizvodnji, da bo na novo zastavila začetek proizvodnje, ko se te razmere v smislu okužb v Sloveniji umirijo. Hvala. Hvala lepa. Glejte, če in ko pač bodo te dobave zaščitne opreme realizirane, potem bo možno vsaj nekatere od teh ukrepov, ki so bili izvedeni, omiliti in tudi nekatere, ki jih sicer treba sprejeti, mogoče ne sprejeti, ker se bo del dejavnosti, tudi del javnega življenja lahko odvijal ob zaščitnih ukrepih oziroma ob uporabi zaščitnih sredstev. Še, prosim.
Ja, prav to. Sindikati so danes nekako zahtevali za proizvodne delavce, da naj se tam proizvodnja zaustavi, ker delodajalci ne morejo zagotoviti zaščitnih sredstev, pa me zanima, če jim boste kaj prisluhnili oziroma kako poizkušali poskrbeti za varnost teh delavcev čim hitreje in ne zgolj v prihodnjih dneh, pa isto tudi za trgovske centre oziroma prodajalce, kjer se sindikati spet teh ljudi zauzemajo, da bi se omejilo vstope v trgovino oziroma da lahko na neko kvadraturo gre zgolj določeno število ljudi. Hvala. Zdaj, najprej naj rečem, da če je bila podobna vprašanja postavljena pred 3 tedni, potem teh problemov sploh ne bi imeli, ker pred 3 tedni so bile recimo razmere na trgu zaščitne opreme 10-krat bolj ugodne, kot so zdaj, tako glede dobavnih rokov, kot tudi glede možnosti. In odgovor je ja, za vse to bomo poskrbeli, ampak zato se ne da poskrbeti z odloki. Rabimo zaščitno opremo, rabimo maske, rokavice, zaščitne kombinezone in vse ostalo. In ne rabimo eno masko na dan, ampak rabimo za vsakega, ki dela v tej dejavnosti, nekaj teh kompletov tudi tam, kjer je intenziva, recimo v zdravstvenem zavodu, zato da poskrbijo za nekoga, ki je na intenzivni negi, rabijo na dan za enega 30 takšnih kompletov. 30. Zdaj pa zračunajte, upoštevajte to, ko se vam je mogoče zdelo, da so te količine v milijonskih dobavah velike. To je relativno malo. Skratka, lahko je zdaj zahtevati, težko je pa dati, če imaš prazna skladišča. Še zadnje vprašanje, prosim. Hvala, Maja Derča, Radio Slovenija. Jaz se bom navezala še na gospodarstvo, mogoče gospod Počivalšek, zato ker situacija v podjetjih in obup mnogih, ki poslujejo, obup mnogih je kar velik in tako že nekaj časa poslušamo tudi o razmišljanjih o odpuščanjih. Pa me zanima, ali lahko delodajalci, zaposleni, kakorkoli pričakujejo tudi to, za kar se zauzemajo zdaj njihova združenja, interesna združenja, pa tudi sindikati. Namreč ne samo za odlog plačila davkov, ampak celo za odpise, prosijo za odpise recimo za 2 meseca. In če na katerih prispevkov, mogoče DDV-ja, dohodnine, davka na dobiček, skratka, ali se razmišlja tudi o odpisih, ne samo o odlogih, seveda pa vemo, kaj to za sabo potegne. Hvala. Glejte, vam jaz odgovoril na mesto ministra, ker o vseh teh ukrepih razmišljamo, so na naboru, še veliko drugih je, ampak ne bomo zdaj govorili, da bomo to jutri naredili, tudi ni potrebno, razumete, v dneh, ki so pred nami, je najprej treba poskrbeti za zdravje in varnost in življenja ljudi. Za en teden, kar se tiče plač, prispevkov in tako naprej, jaz mislim, da bomo to prenesli in da tudi marsikaj, kar se zdaj skuša na vrat na nos sprejeti, bo imelo enake učinke, če to sprejmemo naslednji teden. Važno pa je, da ljudje, ki se tukaj čutijo ogroženi, vedo, da bomo to storili, da ljudje, ki so danes dvojno obremenjeni v zdravstvenih zavodih, v domovih za ostarele, na vseh teh kritičnih točkah, vedo, da bodo za to dobili dvojno plačo, tisti, ki pa ne delajo, pa verjetno polovično. Skratka, to imamo v mislih in ukrepe v tej smeri bomo sprejemali. Torej, hvala lepa, hvala vsem, ki se trudite v tem času, da ostanete varni in da ostane varna tudi vaša okolica, ostanite zdravi.